Kdaj si da zadnje pobril po glavi? Da zjutraj sem šel v pasoš delat in sem mogel navajati fotke in sem sedel zjutraj. Carsk. Danes so s tem, da pogovarjava se s Sebastianom Špitalom. Živijo. Zdravo. Seba, kako si? Mislim pač, glede na to, da je veseli december, sem kar v redu. Si kaj užival, si je bo dosti nastopil ali si ga tudi kaj je bo cajt žurat? Mislim pač, za mene so nastopi tudi žura, ne. Jaz uživam v tem, ko nastopam in tudi pač vse z enim v drugemu. Danes smo bila glih na nastopi skupaj po Kopri. Ja, res je, pač super večer smo naredili komiki, pa važno je, da publika uživala, da so se imeli fajn in zato delamo to, ne. Top shit, stari. To prej smo vprašal, pa sem pozabil povedati. Namene je to za izobraževalne namene, v bistvu zdaj spovedal že ta prvo tako hudo modrost, ne. Važno je, da se ima publika fajn. Ja, saj sam pač, mene foter zmeri prav, da če si preveč moder, se le hiter plav, tako da do neke meje bom moder, drugače pa. Bravo, lepa. Ste bili že v familiji pol smešen ali si ti ta prvi tak bolj komik? Mislim pač, ja, v familiji smo že vsi smešni, sam doben se ni imel za nekega komika, pač tudi jaz se nimam neke za jakega komika, sam, ja, pač radi imamo to, da razveseljujemo ljudi, pa to je to. Ste se dosti smejali pol ob teh družinskih nedeljskih kosilih? Pač ja, mislim, naše življenje je pač malo hecno in se tudi pač poistovetimo s tem, pa ne vem, da bi se smejali iz tega, pač tak humor, tak zdrav humor. Poleg tega, da nastopaš dosti po Sloveniji, organiziraš tudi open mike. Ja, zdaj v bistvu sem organiziral tudi en open mic do zdaj, pa en stand-up večer, zdaj pa pač mislim, dejansko to mi je kar malo všeč, pač, da se malo razvija ta scena in bom se poskusil tudi pač v organizaciji malo večjih open micov. Kaj pa organiziraš to? Zaenkrat sem ga v Mariboru, pač ker delam tudi na študentski organizaciji v Mariboru in zaenkrat sem ga tam, sam pač mislim še malo v Velenju tudi to sceno malo postaviti na noge, pa ker se pač na tej smeri še nič ne dogaja, tako da Ja, v hudo. Velenju. A si kaj tuhtal že plac, bi to delal v MC? Ne, pač glede place bi ja, tako prvo vprašanje, ne vem, vse je še odprto, pač ne vem, ker vsaka stvar, ko se lotim, pač ne grem nekaj na juriš, ampak pač je vredna premisleka, ne. Pametno. No, bi rekel modro, ne. Hvala. Mislim, je modro, ampak Ja. ne tisti fotor, ki je rekel plav. Janče gor še mislim, da direktor še kar, ne. Janko Urbanc. Ne poznam se. Niso nič v Velenju, zdaj skar v Mariboru cel cajt. Ja, tako, mislim, cel cajt nisem, med tednom sem v Mariboru, med vikendi pa Ja. vse pa so drugi. The best. Ko si pa študiral, mislim, oziroma kaj študiraš? Ja, na prvi stopnji sem elektrotehniko študiral, avtomatika, robotika, zdaj pa študiram telekomunikacije na drugi stopnji. Hudo, stari, kar uporabna stvar, ne. Ja, kakor za kerkal, no, sam pač telekomunikacije jaz imam predvsem zato, ker komuniciram z učitelji, jaz jih pa bolj bulim kot tele, tako da Aja. nimam pojma glih, o čem se gre. Ja, že nimaš, ne, brat študira telekomunikacije, tudi, pa, glej, cool. Tu v Ljubljani. Ja. Fajn partija, sem tudi njegov sodelavce bil še imel priložnost spoznati dobre ljudje. Pustila, zdaj greva nazaj k stand-upi. Dobro je bilo danes v Kopri, stari moj, in v stand-upi tudi poveš svojo zgodbo z nesrečo. Pač jaz v svojih stand-upih nočem prodajati nekih tretjih stvari, pač hočem biti jaz na odru tak, ko sem tudi tu, in hočem prodati sebe. Hočem se postaviti, pač povedati svojo zgodbo, pač ni mi težko o tem govoriti, ker tudi hočem, da ljudje vejo in da ne širijo neke tretje stvari, ko bi lahko domnevali, da so. Ja. Se pravi, v bistvu to je ena ful pogumna stvar, ne. Pač imamo si nesrečo, kakor si bil malo v komi, ne.
Ja, bil sem 3 tedna v komi. Leta 2013, ja, mi je počela na eni gasilski vaji, v bistvu mi je počela žila v glavi in sem bil zato 3 tedna v komi, pač bila je spet naključje, v bistvu pač jaz ne bi rekel, da so to naključje, ampak to ti je usojeno, ampak ne vem, pač takrat, mislim, mi je poknila žila na vaji, ko je bilo reševalno vozilo zraven, me je pripeljalo na letališče, so zdravniki točno vedeli, kaj gre, sam na helikopter pa v Ljubljano, pa so me porihtali, pa da pa sem tu, pač. Ja, stari, in študiraš lepo, a veš, delaš stand-up, organiziraš zadeve še druge na šovmi, si zelo aktivna, veš, in the best, stari. Se pravi, podiraš ene tabuje, ne, da v bistvu... V bistvu so res tabuje, ja, ker pač, mislim, vsakmu, ko povem, se tako malo ustraši, ampak mislim, lahko vidimo, da ni to tako, da pač se moraš sam soočiti s problemi, ki jih ti pridejo na prti. Ja, ja. In to v bistvu tudi stand-up, ne? V bistvu je res, no, pač v bistvu je celo življenje na stand-up, ker uredi se takši čisto ne ogret, moraš najprej se ogret, publiko ogret, drugo ogret. Po pa ti lahko začneš graditi na tem. Ja, to je zelo res, ogreta publika, stari moj, danes smo jo imeli, ne? Ja, danes smo imeli pač zahvala gre tudi našemu povezovalcu. Dušan Tomič Dule. Dušan Dule, ki nam je res super ogrev publiko, da smo lahko mi pol to ogreto publiko zabavali še naprej. Tako. Ura je že malo pozna, glih z nastopa sva, pa sneg je šel ful in smo malo rabili dlje cajta. Če bi imel uro, no, bi povedal, koliko je stek. Pol dveh. Ja. Tako da, ja, ta povezovanje, ne, ti si tudi povezoval enkrat v 10 tukaj? In Ja, kakšne so takrat. bile kaj izkušnje, no? Mislim, takrat je bilo čisto prvič za mene, mislim itak, Uroš Kužman je mentor bil pri moji stand-up komediji, sem njega vprašal tudi za nasvete, kaj mi bi priporočil pred mojim prvim povezovanjem, pač mi je dal nasvete in takrat jaz sem se jih probal držati in pač probal sem nekaj zderati, a ne, da sem že povezoval že več, mislim, je že ne 4., 5. sem že povezoval različne take od stand-upov, enkrat tudi prireditev in mislim pač, da se malo bolj z izkušnjami, pa se malo bolj sprijazniš, mislim, spoznaš zaodrje s publiko, pa bolj čutiš tisto, kar želiš povedati, no. Cool. In ti je recimo, ko si povezoval prireditev, to znanje stand-upa koristilo? Absolutno, pač, ker itak malo bolj sproščen si na odru, malo bolj poznaš publiko, malo vse, pač itak to, mislim, za stand-up ti v bistvu za vse pomaga, tudi ko greš tankat na bencinsko, pač ko nimaš enega centa, ti pomaga. Ja, the best. Da je bit imam na to drugače. A vam lahko kako povečal, da se vse povečal, ti bi hotel račun prodajalci, neki brezvezga hotel prodajati. V glavnem, greva nazaj k tebi. Povezovanje stand-upa. Ko bi recimo zdaj, ko imaš za sabom par teh povezovanj, dal recimo unega na svete, ki te je dal Kuzman, pa ko bi ti še recimo kaj dopolnil, ko si pri sebi videl zdaj? Mislim, pri sebi sem videl predvsem, da sem jaz malo drugačen kot pa on, da je vsak komik v bistvu je drugačen, ne moreš ti nekaj po sebi sklepati, da tak plan, ko imaš ti, oziroma načrt, da bo vsem ostalim komikom v redu, da je to, mislim, odgovarjalo. Mislim, pri sebi jaz videl, predvsem, da sem jaz to, a ne, da sem jaz sproščen na odru in takrat se mi tudi žoki, ki sem si že prej zamislil, se mi tudi pol neko lažje speljajo, pa jih povem na tak način, kot si jaz hočem, a ne. Ja. Hudo. Koliko se pa recimo pripraviš vnaprej, ali bolj v bistvu računaš na to, da spontano boš odpeljal nekako s publiko? Mislim, pač moram povedati jaz, da kar težko si pišem, pač predvsem zaradi moje desne roke, ki je bila prizadeta zaradi te poškodbe, in si pri teže pišem na računalnik, mi je malo muka pisati, ker mislim, pač meni se v glavi poraja več stvari in veliko hitreje, ko bi jaz uspel pisati to na računalnik in čakaj, zdaj sem že nekaj pozabil, kaj sem me že vprašal? Kako se pripravljaš na Aha, kako na se povezovanje?
Ja, pač nisem priprava, je več kot 90%, itak moraš si napisati joke, moraš povedati, mislim, moraš si zamisliti, kako boš povedal, na kak način, pol jih moraš vaditi na odru, da jih znaš prodati, drugače pa priprave so samo nastopi, pač po moje. No, samo to je za stand-up, ne? Recimo, kaj pa za povezovanje? Mislim, vse povezovanje praktično iz moje strani je stand-up, ne, ker mislim, ja, nisi čisto Bruno Klačnič, kaj ti pač ne stopaš ti, ne, moraš se neko odpeljati večer naprej, ampak ne vem, pač več ko povezuješ, boljše ti gre, ne. Mislim, se isto pri vsaki stvari, tako pri stand-upi, po 4 nastopih, a veš. Ja, tudi v posli pač večkrat, ko gre, boljše ti gre, ne. Ok, gremo nazaj k stand-upi. Danes smo nastopali s Kenom Cotičem, tudi ker je mlad stand-up komik, ta četrt nastop ne bi šele imel tam mal, ne. Fizda je dober, ne. Za četrt nastop, mislim, ko se jaz spomnim svojega četrtega nastopa, se ne bom spomnil točno, kje sem bil, ampak po moje absolutno ni bil tako dober kot ta. Ampak je res, da pač nisem bil pred svojo publiko, pa je pač ful, da je drugače, a si pred svojo publiko, pred svojimi domačini ali pa na drugem koncu v Sloveniji. Stari, na njegovem drugem nastopi sem bil, ko ga je imel za Guri na open mic'i in je bil že tako približen, tako kot danes, sam ni bil tako sproščen, tako da ja, neki da publika oder, lahko pa da je naraven talent, kaj pa veš, ne? Lahko pač v bistvu, ne vem, bomo videli, pač mislim, bomo videli. Mislim, obeta, kolikor smo zdaj zaenkrat videli, obeta full velik, tako da pač v bistvu sam delate, ne. Ja. To je dobro na svet. Gremo še malo tep nazaj. Za tale velenjsko sceno, s to boš delal s Kuzmanom, z Bušijem, z Bergantom, s kom si kaj imel plane delati? Mislim, pač to je sicer še ful na začetku, ni nekih, z Bušom smo še že malo pogovarjali, Dejan Nikovič Buši. Ja, Dejan Nikovič. Smo se pogovarjali, pač kako bi začela s Kuzmanom, sem tudi malo vprašal, tako da bomo videli, kam, kako sam začeti treba nekot, no. Saj pol upam, da se neko samo steče, ampak načrt je važno. Zdajle Kuzman je imel roast v Velenji gor in ga je razprodal v dobri ur, ne? Ur pa nekaj minut, če se prav spomniš, dvorana za ne vem koliko 500 folk ali še več. Kar je kar noro. Se pravi, neka publika obstaja tam gor, ne? Mislim, pač ja, obstaja seveda, pač v vsaki vasi, vsakom pač obstaja publika, edino predstaviti je treba sploh stand-up, povedati kaj in pač, ko te enkrat vzame publika za svojega, ni več toliko ovir, ko pa si ti mislil, da bo. Pa v bistvu Velenjčani so dosti naravni, tudi folk, ker mislim, se po celi Sloveniji se ga folk zabava, ne, kakor recimo jih vidiš tam v gostilnah, so ali pa ženske na kavi se tudi zmeraj smejijo, ne. Tako da, a misliš, da bi kakšne tvoje prijatelje ali pa sošolce iz Velenja zanimala tudi stand-up zgodba? A pač kot da bi nastopali? Ja, da bi nastopali, seveda. Pa verjetno bi jim, sam pač, ne vem, velikih se sploh ne upajo, da izpostavljati in oziroma, ne vem, pred publiko nekaj nastopati pa in so raši na drugih področjih aktivni. Za šankom. Ja, na primer tudi lahko, Ja, bi ga Velenjčan ne poznam, ampak ja, pač itak, za vsak publiko je to, mislim, za publiko, ko enkrat to sliši, je to zanimivo za vsakega. Ja, cool. Najbrž ne bi štartal glih z dvorano s 500 vizici, ne? Ne, mislim, pač ja, če bi na filu, jaz bi bil ful vesel, ampak Stari, z open mic'om tudi, a veš, je treba biti pazljiv, najbrž, da jih ne, a veš, open mic tako izgleda, tisti, ko še niste bili, da se probavijo nove fore. In če kak dan, kakor ne gre glih dober skust, kakor je recimo bil, ampak danes je bil super dan, ne? Veš, da pa gre slabo, pa ne pridejo več, ne? Pa lahko zapreš eno sceno v bistvu. Res, ja, ampak mislim, pač najbolj se naučiš plavati, tako da, ko ne znaš plavati, te vržejo v vodo, pa boš mogel plavati. In pač itak, če bi mogel pred 500 ljudmi nastopati na open mic'u, boš glih tako pred dvema smešen, ko pred 500, tako da pač probaj narediti, no, kar se da. To je res. Mislim, pa v Velenju imate v bistvu že dosti kulture teh festivalov, veš, dogaja se v Bezerih,
Vem, da študentski klub je včasih nekaj delo, ne vem, če še kar Pikin festival imaš tudi, ne. Ja, tudi. Veš, ko v bistvu to so samo odri, ne, če tako gledaš, kakor, če imaš nekem par komikov spostavljeno, jih daš kaj, da malo testirajo na folki lahko. Mislim, ja, pač potenciala Velenje je ful velik, ampak ne mislim, dejanski stand-up je pač dele še, mislim je, ampak se skriva, nek obstaja in ko enkrat sam se razprl, mislim, da zna biti velik, ja, ker potenciala imam pa tudi možnosti. Velik. Mislim, pa Kuzman je tudi dober zgled, v bistvu lahko mladim komikom, ne. Kuzman je velik zgled, ja, sam po moje že on preraste Velenje, pa diže na druge. Mislim, ja, že, ne, a ni tudi tu nekaj izobraževanja delo prav v Velenjih? Ja, v bistvu pač, ja, sej jaz v bistvu kot svoj komičarstvo sem prišel preko njegovih izobraževanja, ne. Jaz sem se prijavil na njegove, mislim, na delavnice sem se prijavil in pač, ki je bil v 10 tu v Ljubljani, je bil pač zaključni nastop predviden in pol nas je malo naučil in mislim, zato sem mu ful hvaležen, ker je v bistvu pač nek pokazatelj, da ti lahko nekaj nariš in pač, ko sem čez to šel, pa sem videl, da lahko jaz nastopim in pač pol, ko dobiš prvih par smehov, vidiš, da si na prvi poti pa želiš še več. Pa pičiš. Čak, Tjaž Esih je tudi tam nek z vaših koncev? Ja, to smo sami sošolci, oni iz Velenja. Čakaj, ni on Esih, to je on tam mlad, on vaš, ki je 15 star ali 14. 14 let star je. Ja, sošolci iz delavnic, Ja, valjda. ja, Veš, tako, malo čudno, ne, Ja. fakt, stari, ure pozno. Ne, the best, stari, ne, on je pa tudi potencial grozen, stari. Ja, pač mislim, jaz pri 14 letih sem verjetno, ne vem, kaj sem sploh gledal, pač jaz sem se bolj obadal s tem, kam sem upisal srednjo šolo, ko pa na kjer open mic, pa kak bom nastopil, kaj bom nastopil pa to. Mislim, tudi ta roast, tisto, ko ne poznate roasta, kdaj, kjer komik prej tudi gre, in ta komik je bil tudi Esih, ne. Ja, in Veš, pač ful lepa priložnost, ne. ful lepa priložnost in pač ful so ga tudi pohvalili, tako da. Mislim, dober material ima, res pa... Mislim, pač ja, pa ja imam potencial. Mislim, potencial. Že zdaj je ful dober in pa pač do kam pa lahko pride, pa Ja, le, bomo sky's vsi the limit, ne. presenečeni, po moje. Sky's the limit, ne. Ja. Ko pa ti recimo imaš kakšne, koliko cajta ti delaš stand-up zdaj? Ja, delaj, pač prvi nastop sem imel junija 2018, tako da pač leto pa 4 pol leta, recimo. Ja, a imaš kakšne plane zdaj recimo, kje se vidiš, ko boš 3 leta nastopil, se pravi, čez 2 leta recimo? Kje se vidim, pač, kjer bo možno, pač, ne vem, jaz probujem čim več, delaj tudi trenutno sem tudi ambasador Erasmusa, pač 2 leta nazaj sem bil na Erasmusu izmenjavi in pač imam slikovnika gradiva milijon slik in pač imam že nekaj pripravljeno, pač da bi naredil tak komični potopis o mojih dogodivščinah na Erasmusu, pa mislim, da bi bilo vsem ful zanimivo, ker takih zgodb se ne čuje vsak dan, pa boste, mislim, ko boste videli to, boste upali, da ni res. No. Hudo. Čak, to v bistvu glih Škrlepen sva delala intervju v sredo in on dela zdaj te svetovne fore. Kakor ima te zgodbe iz popotovanj, pa malo prav, da ima zmešan z potopisnim predavanjem. Diasi smo mi tem čas rekli, zato so bili včasih na diapozitih vse. V glavnem, Rok Škrlep ima nekaj podobnega in v bistvu ta ideja je ful simpatična, ne? A veš, pa širši publik lahko tudi predstaviš, kakor sam stand-upu, ne? Ja, pač mislim, je nekaj drugačnega, je nekaj zanimivega, sicer pač ful si želim videti to Škrlepovo predstavo, sam nikjer pač ne bo možnost, glih tako bi bil v moji bližini, ki... Mislim, da v KGB igra, v Mariboru. V KGB, ja, sam takrat imam glih tudi na šovmu, imamo komični četrtek, tako da... Ja. Glih tak slučaj, da jaz ne bom mogel te predstaviti. To je bilo že... Po pa že na Kitajsko, oziroma na 7-mesečni trip po Aziji. Ja. Ja, se bo pa morbiti kaj na YouTube dal za nas, kakor bomo morda zamdeli te predstave. Kako vam rata, stari, to v Mariboru? Tudi, ko ste imeli v KGB, je bilo hkrati v KGB, ali kot že, ne vem, na štuki po KGB na isti dan. Točno, pač, mislim,
pomankanje kakve komunikacije, verjetno, Ja, ja. ne vem, Ma saj se pač zgodi smo smotani, da se tek naredimo, ampak ja, na študentski organizaciji že pač skozi delamo zadnji teden pred izpitnim obdobjem in Ja, on se pa poklopil. nismo gledali mi na kaj druga, ampak mi smo avtomatsko tej dali in glih te smo pol tudi videli, da je on takrat tam. Pa se v bistvu cool, mislim, publike bilo veliko. Ni bila to, ko gre tako, ker pa daš je bil tudi odzuna, veš, bi mogli biti odzuni, mogli biti odzuni, pa smo šli pa not, ja. Ma dobro, fajn je bilo, stari, pa Baltič je pač Baltič reda strgo, ne. Ker Admir pač je... Itak, pa nas se pa znali že konc šolski leta, tudi študenti ne gre več tako ven, pa mislim... Ja, hvala Bogu, ne. Ja, hvala Bogu, ja. Doma za izpite delajo, ok. Predvsem pa je to kriza, da pač, da smo mogli na not predstaviti zaradi tega vremena muhastega, ampak... Ja. Ale se zgodi. Se pravi, en potopis in kdaj lahko pričakujemo to? Boš kako malo počakal, da se malo še usede materiala, si začel že kaj razmišljati, ko bi kaj povedal? Mislim, pač ne, saj že imam v bistvu, jaz imam že, ne vem, ene 40 minutni nastop že pripravljen, sam se še malo bojim pač tega preskoka nastopa, kako bi to predstavil, pa mislim pač na tak način. Ja, ne vem, zakaj tle ne rečeš enem klubu, ali je to v Mariboru, ali tle v 10, v petkih imajo te, ne? Pa da malo testiraš. Ja, mislim, ja, pa sebi testiral, ampak ne vem, pač mislim, da ljudem še ne bi bilo tako interesantno mene poslušati, ker me še ne pozna toliko in ne vem, zakaj še nisem, pač tudi na drugih področjih sem zelo aktiven, tako da... Ja, imaš to s cajtom. Tako da se pač, ne vem, nisem še nekaj preveč razmišljal o tem, jaz se pač trudim, da na vseh področjih dam neko enako količino truda. Ja. Dobro. Poleti sva se z Renato tam Folkerjem, z Renejem Folkerjem menila, je tudi jemu razprodano, zdaj se ji predstavi reče Inventura, mislim, da ima že par ponovitev, ne? Ampak on tudi ni ful dolg v komediji, ne? A veš, pa je vse naredil, pa gremo. On je pa tak, da pač gre, ne? Ja, sej pač, mislim, presnem, da pa moš imeti presen tista pač jajca moš imeti, da probaš, ampak vse tako sem prej rekel že, da vsako stvar, katero se lotim, jaz hočem neko načrtovati pa planirati, nič ne nočem prepustiti nikому naključju, pa tudi magari pač za eno predstavo, ko bi ne bila smešna, ne vem, nočem jaz samo priti na oder pa se postaviti, da pa bo kar bo. Ja. A si jo kaj tuhto, kako bi jo lahko na teh open micih testiral, da bi jo po kosih ali pa nekaj? Mislim, ja, pač vse sem že vedno parkrat probal, pač določene zgodbe povem, pa če not ustavim, pa razložim, pa mislim, da je kar v redu odziva, ne, edino, mislim, nisem pa probal še nekaj slikam, ampak sam pač stand-up, normalno zgodbe, pač punchen govorim, ne. V bistvu, skaj tuhto, koliko sploh rabiš pol dolg stand-up ulož, ker narbaš tam okrog slik, ne, nošimo 100,000 punchline, ne? Mislim, pač ja, saj glih to je point tega, da je malo drugačen, da ni glih stand-up, pa da ni glih navaden klasični potopis, ampak da je to nekaj novega, kar bi mislil, pač wow, to pa je malo drugače, ko pa na to bi si pa pogledal, ne, ker ni glih stand-up, kar je v Sloveniji še zelo mlad, ampak mislim je na dosegu roke, ni pa glih nek klasični potopis, kar jih je v Sloveniji, če hočeš, jih dobiš, a ne, in pač mislim, hočem nek plan narediti, ker bi predstavil. Mislim, to drugače sploh ni slaba ideja, ker ti potopisi so res, ne, stari, to vsak teden v vsaki knjižnici je skoraj, mislim, ni skoraj, ampak ne, ful je več potopisov, kot pa stand-up priložnosti. Saj pač jaz osebno sem se najprej predstavil seznanil s potopisi, šele pol stand-up in pač na teh potopisih, ne vem, mnogo so povedali samo tiste stvari, ko bi jih lahko v bistvu ti na Wikipediji prebral, ali pa mislim, pač tak je, jaz pa mislim, v svojem potopisu bi pa jaz predvsem pač svoje izkušnje, kako sem jaz videl
to na Tenerifi, v Španiji sem bil, kak sem jaz tam videl tisto državo, kaj se mi je dogajalo, pa A pa si že kdaj same potopise delal? ne, čist klasično, ne, pač vodo sem že eno prireditev v srednji šoli, ko so imeli take klasične potopise bolj, ampak nisem pa še nikoli vrgel te vode. Tako da ja, ampak poleg tega imaš pa še faks, ne? Poleg tega imam še faks, poleg tega pač tudi na študentski organizaciji delam, ker se trudim biti čim bolj aktiven, pa to, da nisem sam tam roža velika, ampak ja, plus tega pač študentsko še učim na šolskem centru Velenje, pač imam neki krožek, plus tega ja, sem tudi mentor v prostovoljnem gasilskem društvu, pač mladim pionirjem, tako da pač ja, saj včasih ne vem, kje si me drži glava, ampak mislim, ko me je najhujše spomnim, da pač, da je lahko ti še veliko slabše. Ja, samo to je v bistvu ful plemenito, veš, imaš več področij, na katerih učiš in podaja znanje naprej, ne? Mislim, ja, pač jaz se trudim, tudi jaz, ko osebno, kot tudi ta znanja, nisem se sam naučil, jaz sem jih od nekoga prejel in probam čim bolj ta znanja dati naprej, še pač predati. Cool, stari, ful dobro. A bi dal kak nasvet komiku, recimo, ko so na začetku poti? Ja, pač vse moraš lepo pač preučiti, moraš dober, ampak najbolj važna stvar so pa jajca, pač upati se moraš sam, druga ni. Kak nasvet bi dal pa mladim komičarkam, ne, stari, ura bo 2 zjutraj, ne, glava greš naprej. Ja, super. Ko pa bi recimo pri svojem stand-upu šel v prihodnje kaj spremenil rad? Imaš kakšne želje? Ne vem. Predvsem ja, pač želja imam to, da se bolj, da sem jaz bolj jaz na odru in mislim, ker ko sem jaz, me ima publika po moje rajš, ker tudi v družbi, tudi tako, ko sem človek, sem bolj sproščen in pač vidim, da takrat je vse lažje in pač bolj se seznani z odrom, malo bolj vršite tremo, ker pač pred vsakim nastopom jaz imam še gromozansko tremo, pa pol, ko stopim na oder, kar pozabim, kaj moram govoriti, ampak ja, za vsakim nastopom je to lažje. Cool. Koliko si vam pa daljši nastop zdaj? Se spomniš morebiti? Po moje... Mislim, spovezoval si itak celo prireditev, ampak tako mislim stand-up. Stand-up sem imel pa najdaljši 25 minut. Fuck, stari, to je ful. Mislim, ja, pač ful je, ampak smešen je bil pa dejansko 15 minut. Pa se že to je dosti, stari, to je ful. Mislim, ja, dosti je pač praktično. Jaz svojim v stand-upu nisem nikoli zadovoljen. Tudi verjetno pač, ko imam ful smeha, pa nisem jaz nikoli zadovoljen. Pač zmeraj je še neko področje, ko bi ga še lahko izboljšal. Pač vidiš tisto minuto tam, ko ti ni bila tako všeč. Ne, tu moram nekaj spremeniti, tu pač. Hudo, to je dobro. Pa hvala Bogu, danes dobimo, hvala Marku Žerjalu, posnetke baje, ne? To je bilo super. Ja, samo to moram povedati, da jaz tako površno pregledam te posnetke, jaz mislim, se ti je težko gledati, a? Težko se mi je gledati, pa tudi, ne vem, tudi druge komike mi je ful težko gledati, ker pač misliš, da takoj dobiš nekaj fore v podzavest in pol, ko pišeš svoj material, jih napišeš in misliš, da je tvoje fore in pol godiš, da je to od nekoga drugega fore in... Ja, to je slabo, ja. Kraditi pa ne smemo, ne? Ne, da pač plagiatorski pa nismo. Tako da, če delate fore, da edite fore, ne pa kraditi vicu iz slovenskih novic. Če bi šlatite jajce, šlatite svoje, ne. The best. No, in tako se dela komedija. Za na hiter bi sam še povedal nam, recimo, ko je ta zadnji bit oziroma joke, na katerem si delal, če se ga spomniš. A z danes mnogo testiral? Ja, predvsem, ja, mnogo sem ful testiral, pač bit, ki sem ga nazadnje delal, sem ga delal točno včeraj zvečer, pač govorim nekaj o statistiki, Se ga ni treba povedati, tako da, ne... Mislim, ja, pač pridite pa pogledati na kak nastop, pa bo ful boljš. Ampak ja, pač ni mi panike, tudi če ga povem. Ne, kar ne pridejo gledati, ne jih firc matra. Ampak ne, to sem mislil, ok, zdaj če si ga včeraj napisal, koliko cajta ga misliš razvijati, mislim, ali bi že, da že zdaj stoji,
ali bi danes kaj popravil, kot ga prvič sprobil? Mislim, pač stoji še ne čist, ker predvsem ga hočem še razširiti, da ne bo sam one-liner, da bo malo več, da bo pač sestavil, kaj ga postavljaš, joke, pa pol nek, da se bo razplet, da se bo folk malo del smejal, ne. Pač kako dolgo, ne vem, dokler ne bo, bom rekel, pač to je to, ne. Dokler ne bo konca, ne. Super nasvet. Ja, najlepša hvala. Rečeva lahko noč, ker se fakt ne more dve Hvala lepa. Ja, v bistvu bi lahko rekli že dobro jutro. Dobro jutro. Ja, pa petek 13. ni več. Sobota 14. Sobota 14. V glavnem, sebe pete pogledat, kakor imate šanso. Hvala ti in se vidimo na odri. Srečno, čau. Čau.